čuje naslovo, da se ime Zavod Mediteranom Piran. Meni se dozeva, da smo ta večer tako raztegali, už pa je. Vsa področja, moram priznati, da zdaj se več ne znajdem v tematiki muzejev in družbene odgovornosti. Muzeji imajo neko svojo vsebino, imajo nek svoj kontekst, nekaj ga naj artikulirajo pač v odnosu do okolja, v katerem dela. Jaz verjamem, da je Južna Amerika zanimiva, pa še ima muzeje in družbene odgovornosti, pričakujem inštitucijo, ki reagira, ko mu rušijo dediščino pred nosom, na primer. In se to dogaja vse polno. Od muzeja pričakujem, da je inštitucija, ki se vede odgovorno, razumeš, in ne stopa v neke projekte, ki zaradi denarja, potem v bistvu dela projekte, ki mi nimajo kaj dosti z muzejem, tako dalje. In še ima za kaj bi lahko naštel. Jaz sem samo tako povedal, da se več ne znajdem najbolje v tej širini civilno-družbenih razmišljanj, nekako bi si želel. Tisto, kar ste vi omenili, je naše delo. To sploh ni vprašanje. Mi moramo varovati kulturno dediščino, ne? To ni za nekaj, kar bi mi ali bomo, ali ne bomo, ali mi razumemo to kot svojo nalogo ali svojo vlogo. To je naše delo in mi moramo reagirati in mi moramo čuvati, mi moramo hraniti, ne? Tako da, jaz sem razumela temu, da kar še izven tega, ne? Ker tisto, kar je zakonom predpisano. Ampak recimo, zruši se vodni stolp pred nosom, kar nekaj muzejev v okolici, mantracije. Zdaj pa se pogovarjamo že o, sicer mi delamo veliko tudi na varovanju raznih in opozarjanju in tak dalje, ne? Ampak zdaj pa bi morali že imeti tukaj predstavnika Zavoda za varstvo kulturne dediščine. To pa je njihova naloga in ministrstev in tistih, ki bi za to morali skrbeti. Mi lahko opozarjamo, mi lahko poskušamo oživiti, kar se dejansko tudi muzeje trudimo, recimo mestna jedra, pri nas to konkretno delamo številnimi projekti s tem, z onim, ne? Ampak mi smo zadolženi za premično kulturno dediščino. Vodni stolp, ja. Mogoče samo en primer povem, ne? Ko je požar uničil Rakošev mlin v Celju v lanskem letu, v lanskem letu, kljub temu, da je to pač tehnički oziroma kulturni spomenik, je muzej novejše zgodovine Celja odreagiral, ampak ne, da bi zdaj šel tam na samo pogorišče, kaj postavljati ali tako naprej. Mi smo organizirali eno okroglo mizo na temo ohranjanja industrijske kulturne dediščine. Mi smo prevzeli 2 palete požganih ciglov, mi smo prevzeli neke požgane borune in pripravili smo poseben spominek, razglednico za fotografijo Rakoševega mlina in pa podatki o tej arhitekturi in pa košček opeke lahko zraven dobiš. In to je spominek, ki se lahko kupi za €1 v Muzeju novejše zgodovine Celje. Bomo pa v letošnjem letu umestili tudi določene elemente tega na stalno razstavo. To je, na primer, tudi iz tega področja ohranjanja, del, kako se družbeno odgovorno muzej reagira. Lahko se nadaljuje. Primer Solinarskega muzeja. Koliko Pirančanov se je oglasilo? Tukaj kolegi od Muzeja novejšega zgodovine do Maribora so bili pri nas dol. Koliko Pirančanov je bilo in kaj povedalo, da se s tem ne strinja, kar se dogaja? Pa ministrstvo z okoljem prosto krši pogodbo, ki je podpisala. Oni so podpisali, da bojo dali 35 000 € na začetku, že prvo leto so dali 21, naslednjo 19, tretje leto pa nič. Spravi, jaz sem najboljši delavec Mobitela. Ker sem tam delal na stroške Ministrstva za kulturo, vsa vstopnina je šla v Mobitel, v Telekom v Soline. Že tu, če malo pogledamo, je konflikt interesov. Ko sem bil tam, sem vozil 2-3 avtobuse, pomeni 1500 €, meni pa, Mobitelu na dan. Meni pa direktor, ker nimamo sredstev, mi ukinil sredstva za znanje italijanščine. Jaz nimam dodatka za znanje italijanščine, ker nimamo denarja, ker imamo minus. Delam pa v bistvu v enem mestu, pa nesem za vse naše 13 delavcev, ki je tam noter, ker nesem dovolj denarja za to. In kaj vse počnemo? Vse to počnemo, povemo, kaj nam naredimo. Kje so pa Pirančani? V bistvu njihovo dediščino uničujejo. Muzej je že tako počasi, jaz zagotovo razumem vaš pomislek in kar ste rekli,
muzeji tako ali tako že včasih v krizi, oziroma v tem, ko vidiš, kaj vse bi moral, kaj vse je ogroženo v lokalni skupnosti, kaj vse se dogaja, ne že posegamo na področje, ki recimo uradno ne bi bila naša, ampak ker smo toliko zavezani svojemu delu, ker imamo toliko radi svoje delo, se mi zdi, da dejansko smo neki že kot, včasih že malo čudno, verjetno delujemo, ne, dejansko si prizadevamo za eno ohranjanje dediščine na vseh področjih, ne. Sistem je pač pri nas tak, da se to deli, eni imajo to, eni imajo tisto, kar pa ne pomeni, da ne sodelujemo med seboj, ne. Je pa res, da si dejansko vsi, tu pa bi jaz rekla, da dejansko lahko rečemo, da Slovenski muzej za ohranjanje takšne in drugačne načine ohranjanja kulturne dediščine dejansko daje vse. Drugo je pa potem to, kar je Tanja omenila, kako pa to prezentirajo, kako dojemajo svojo vlogo v lokalni skupnosti in tako dalje, ne. Ampak to, kar je pa zakonom predpisano, pa zagotovo vsi opravljamo tako, kot moramo in sploh glede na pogoje, ki so nam dani. Jaz bi tukaj v bistvu dodala nekaj, jaz sem na povabilo State Departmenta, pač Amerike, povabljena 3 tedne po ameriških muzejih in management ameriških muzejev, pač ta primerjava med Evropo in Ameriko. In tlele je bila ena bistvena razlika, ki je naredila celotno perspektivo. Američani, kakorkoli jih maramo ali ne maramo, ne pričakujejo, da bojo njihovo dediščino skrbeli, uravnavali in politično manipulirali z njo državniki. Ampak je to stvar družbe in civilne iniciative. Primer, ki se je potem pač zelo znan spostavil tudi v Evropi, Amsterdam, Rijksmuseum, ko so ga prenavljali, so hoteli spremeniti cesto in kolesarsko pot narediti, prej je šla mimo muzeja, speljati dol. Civilna iniciativa je to prepovedala. Ljudje so se dvigali in so rekli, tega se mi ne gremo, tudi to je del naše dediščine, to je naše in nima država s tem nič. In v osnovi hočem povedati, da to v Ameriki zelo velja. Karkoli ima je stvar dediščine, jo želi imeti družba in različne fundacije, društva, prijatelji muzejev in to je za njih pač njihov cilj. Lahko imajo druge službe, ampak v resnici bojo za svojo dediščino v svojem kraju poskrbeli sami in ne bojo nikoli dovolili, da bo kakšna, ne vem, velika združba ali industrija to prevzela za lastno manipulacijo. Mi pa premislimo vedno, da mora država za nas poskrbeti in da je to država. Jaz mislim, moja mentaliteta se ni spremenila, ampak dejansko sem opazila ravno to razliko, ne. Pri nas imamo, ne vem, Cirje, ki ne funkcionira, dajmo ga pod državo. Ne, dajmo ga skupnosti, da najde za 5 let strategijo, kako ga bo upravljala in kako bo s tem živela. Ampak ne, država mora za to poskrbeti. Celinarski muzej je stvar tradicije celotnega slovenskega naroda. In se nismo nikoli vprašali, da moramo mi vsi kot družba poskrbeti za naše potomce, da bo to še zmeraj obstajalo. Mi dajemo to nalogo danes politikom. Mene pa mogoče samo to zanima, kdo pa financira muzeje v Ameriki, kako je to tam urejeno? Zelo različno. Nekateri so delno financirani strani države, zelo malo jih je, ali pa recimo strani držav kot teh state, malih držav. V veliki večini pa to zelo funkcionira. Stvar, ki se pri nas ni nikoli upeljala, ne govorim da o financiranju, ampak o delu muzeju s prostovoljstvo. In zbirajo veliko denarja, seveda davki so, ne. Ljudje s tem, ko dajo davke, dejansko tudi muzeje potem financirajo, ne. In pa seveda toliko dajo pač potem še različne donacije. Samo po sebi ni samoumevno, da bo država poskrbela za en muzej. Ampak tudi ni samo po sebi umevno, da bo en muzej dovolj v državi, da se bo vtikala v njegovo vsakoletno programsko politiko. Kako me prepričaš? Pri nas. Neki so muzeji, ki živijo od fundacija, ne, določeni kraji so, kjer so prav tisti kraji rekel, ne, ta muzej pa ni tako velik, mička v Angliji. V decembru smo šli po angliških muzejih, malo pogledati njihove prakse po berlinskih.
Prav fundacija, ne. No, oni skrbijo in iščejo okoli, in sponzori in vse, niti evra ni od države. Jaz sem se večkrat v svojem delu soočila z vprašanjem, predvsem novinarji imajo to vprašanje radi, ko nas začnejo primerjati z muzeji v tujini. Jaz vedno rečem, ko bodo pogoji takšni, kot so tam, ko ste že omenili, ne, potem bomo pa verjetno tudi imeli drugače, recimo. Mi pač, recimo, nimamo Schönbrunna, ki ga odprejo, pa 3-kilometrska vrsta stoji spreze. Kaj pač imamo? Ne? Ampak jaz vidim eno drugo prednost v slovenskih muzejih. Naš muzej je majhen, rekla, mislim, imamo 3 zgradbe oziroma 2 muzeja, fotografski muzej, muzej narodne osvoboditve Maribor. Mi smo majhni, mi ko odpremo vrata, ne stoji 3-kilometrska kolona, ne? Ampak nam iz leta leto obisk raste. Ne? Kaj je prednost majhne muzeja v malih držav? Ne? Če pridete v te velike muzeje v svetu večinoma, ne? Oni ti ponujajo, oni odprejo vrata, greš noter, si jo gledaš sam. Je tehnologija, je to, je ono, super. Ne? Ni pa več pristnega osebnega odnosa. Ni nobenega truda, da bi kakršnekoli programe naredili, ker jih ne rabijo. Poglejte si malo ponudbo slovenskih muzejev. Pri nas lahko imaš noč v muzeju, lahko otrok prespi v muzeju. Tukaj imamo recimo take stvari, to je redkost, ki je v tujini. Vsak muzej ima neke specifike, neke stvari, ki so v tujini, ko slišijo, kaj vse mi delamo v naših muzejih, padajo nezavest, ne? In ja, ampak to je to. Verjetno so razlogi raznovrstni, ne? Ja, mi moramo vložiti več dela za to, da ljudje pridejo v naše muzeje. V tem je zadeva. Ja. V Angliji, v enem Londončanu je meščansko normalno, da vsak drugi teden gre v nek muzej. Mi komaj čakamo, da pride do tega. Pri nas pa ne. Mi pa zdaj moramo, pač, čeprav smo firma za prepečenec, tudi pohane zrezke zraven skuhati, če hočemo še koga zraven dobiti. To je bistvo tega, kar počnemo. Ampak jaz osebno vidim v tem, to je za mene dodatna ponudba muzeja, v kateri nič ni slabega. Odlično. Ampak samo na tak način se tudi en odnos s lokalno skupnostjo veže. Zakaj? Recimo, naši obiskovalci rečejo moj muzej. Zadnjič je bila ministrica pred nas, ko smo odpirali Borštnikovo razstavo in so prišli ene gospe in so rekli, veste, to je naš muzej, to je moj muzej, je ena razlagala gospod ministrici, ne? Pa jaz imam rada tak odnos. Nam je v 5 letih so naši obiskovalci, ne? Tisti, ko je moj muzej, torej njihov muzej, so nam podarili več kot 8000 predmetov doniranih. Pa zdaj ne govorimo o kozarčku. Dobili smo klavir, več kot 100 let star klavir, na katerega igramo zdaj lahko na otvoritvah. To je potem druge v tujini muzeji pač kupijo ali pa kjerkoli tako dobijo še denar za odkupe, mi ga že leta ne dobimo. Ne? Moramo plesti ta odnos za lokalno skupnostjo, to je za nas srednjega pomena. In mi pač, zato nas naj ne primerjajo z muzeji v tujini, ker mi smo v situaciji taki, ker recimo Maribor je nemogoče najti sponzorja. Nemogoče. Koga pa? Tama ni več, NTP-a ni več, banke, vsi vemo, ne? Ni samo Maribor. Ja, no, jaz govorim zdaj za Maribor, se vsi vemo, da je posod, ne? Enako fundacije, o tem lahko samo sanjamo, ne? Ali pa kakve take, ki bi, ko smo se danes govorili, ki bi po smrti zapustili vse svoje premoženje muzeju, mi še dobimo kako pištolo ali pa kaj podobnega, ne, z druge svetovne vojne. V bistvu zdaj govorimo o neki družbeni moči muzeju, ne, in dejstvo je, da je pri nas splošna ta družbena moč muzejev šibka, ne. To je to, se pravi, ne, niso prepoznane kot močne družbene institucije, v katero bi lahko sponzor šel, pa bi od tega imel, ne, v neko partnerstvo, v katero bi zdaj skupnost tukaj prispevala in prostovoljstvo delala in tako naprej, ne. Tako da tukaj je ta velika razlika. Zakaj do tega pride, pač so vzroki različni. Nekaj je tudi sama tradicija tega muzealstva. Mislim, ti se težko primerjaš z neko Anglijo, če je tam znak prestiža, da si ti National Heritage Trust tam noter. To... Denar iz loterije gre. Ja, pa tam gre tudi, naprimer, denar iz loterije gre v dediščino, pa nas ne. Tako da zakaj gre tam tja, ne? Tako da to so pač različni sistemi. Dejstvo je, da je pri nas šibka moč muzejev, ampak se trudimo, ne, in mislim, kot sem rekla, jaz vodoma, se izboljšuje. Panje se izboljšuje. Ja, res je. Je pa res, da ena stvar pa je, ne, kar se muzejev tiče.
Zdaj smo imeli ravno razpravo o tem tudi pred. Pozabljajo ljudje, kako zelo močan medij je muzej. Poslušajte malo, pa se pogovarjajo, to, kar reče na televiziji, se nič ne verjame. Pa kar piše v časopisu, se vsi samo lažejo, ne? Pa ti so trobilo desnih, pa ti so trobilo levih, pa ne vem kakih, ne? Pa na internetu sicer vsi vse preberemo, ampak verjamemo pa zelo malo tega, ne? Zdaj pa mi najdete enega, ki gre v muzej, pa ne verjame tistemu, kar v muzeju vidi. Ne bom rekla, da ne premišlja o tem, kaj je videl in tako dalje, ne? Ampak od muzeja pričakujemo točne informacije. Ali se mi sami zavedamo, kako zelo močan medij smo. In zdaj se vračamo na tisto temo, kakšna je lahko vse naša vloga v družbi, ne? Ravno zaradi tega. Pravi, da je premalo dober muzejski marketing. To dobrih muzeji bi moralo iti 5-krat več ljudi, si ogledati te muzeje. In dejansko so mnogi dobri, mnogi so tudi slabi. Verodostojnost muzeja je zagotovo dodatno dobro prodajno blago, po moje. Ravno to, kar je prenamerno. Moj peša nekaj z marketingom, nekaj z, ne vem, ker so krasni, mnogi so čudoviti, težko bi biti. Ja, v tujini, ko smo še pritegni, zopet imajo cele ekipe ljudi zaposlene za to. Ampak v tujini sem bil v muzeji, ki ni enega eksponata, v bistvu vse je vizualizirano, digitalizirano, gdje se to... To pa že več to ni muzej, ne? Torej, to ne več je to muzej, To pa že več ni muzej. No, kazujem, jaz lahko za nas muzej trdim, da s 13 zaposlenimi vojtami dejansko dosegamo izredno dobre rezultate. Nikoli ni dovolj sicer, ne? Še vedno stremimo več, pa boljšem, pa tak dalje, ne? Ampak se pa dejansko trudimo, smo prisotni povsod, ne? In to recimo mene veseli, ko bomo pa imeli 3-kilometrsko kolono pred muzejem, ko bom se pomolila. Je pa res, da se vedno da narediti več in zato se tudi izobražujemo in pošiljamo naše ljudi na izobraževanja in se trudimo, ne, da se naučiš od strokovnjakov, od tistih, ki so že nekaj naredili, ki so znali narediti, ki spremljamo, ne. Ampak je pa odvisno od osebe, kdo je pripravljen spremljati, kdo je pripravljen nove stvari uvajati v muzej, kdo ni, ne. Se vidi razlika v tem, ne. Pa še nekaj, ne samo da gre, ampak da mora tudi to znanje deliti vsem svojim sodelavcem. Da ni samo moje, ne. V Sloveniji, ne. Ta prepustnost znanja je zelo pomembna. Da vse, kar da delimo naprej na čim več nivojih in da dovolimo čim večjemu številu ljudi, da do takega znanja pride. Pa da smo zopet složni. Ja. Mogoče bi jaz, ker se že počasi približuje po koncu, zastavila eno takšno malo bolj izzivalno vprašanje. Je tu še nekaj problem? Aha, pardon. Kar... Jaz se bi upravičil, ker se nisem prej predstavil. Jaz sem Anton Petrič iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. V tem krogu pogrešam predvsem. Kako bi muzeje približali nam gluhim? Pogrešamo dober stik. Gluhi smo v večini funkcionalno nepismeni, imamo obojeno manjšo stopnjo izobrazbe v povprečju. Gledamo 3-4% vseh gluhih so dovolj izobraženi, da stvari lahko razumejo in preberejo in jasno razumejo, kaj pa vsi ostali. Vidim tudi priložnost v muzejih, da bi stroka v muzeju predstavila poglede na zgodovine, poglede na okoliščine življenja, bolj v slikovni obliki, da bi lahko gluhi lažje dojeli življenje okoli nas. Manjka, kako bi to sestavili skupaj. Zdaj imamo to novo tehnologijo, ki bi lahko nam omogočila predstavitev v vizualni obliki. Tako kot ima na primer v Franciji muzej v Louvru. Aplikacijo naložiš na mobilni telefon in potem hodiš po kipih in slikah in gledaš v znakovnem jeziku razlagal. Mene je to zelo, da bi se potrudili, da bi vsaj nekaj muzejev imelo nam dostopnih. Ne samo preko tolmača, kot sem jaz,
Tudi drugačni pristopi, tehnologija, znakovni jezik. Predstavljamo znakovni jezik preko aplikacij ali razlaga v besedilu. Da v muzeju naložimo besedilo in potem lahko beremo pri vsakem predmetu. Jaz mislim, da je večine slovenskih muzejev v tem. Recimo za naš muzej, povem, vsako leto dobimo anketo, kaj bi želeli uvesti v muzeju, da bi bil bolj dostopen na vse mogoče načine. In mi vse to vsako leto napišemo, vsako leto prijavimo projekte in s tem se konča. Zato se pač mi, glede na naše finančne zmožnosti, poskušamo prilagajati na drugačne načine. Vabimo na vodstva za tolmači, imamo vodstva za slepe. Je pa res, da to pomeni, da je to muzej potem dostopen in tako dalje, da je muzej potem dostopen samo na te določene, za njih, za te določene datume ali priložnosti in tako dalje. Zagotovo sem prepričana, da bi vsi slovenski muzeji z veseljem uvedli vse te novosti in jih časoma jaz upam, da bo to čim prej tudi bomo. Je naša želja in je naš načrt. Jaz, če se lahko smemo oglasiti, ker dosti sodelujem tudi recimo z gluhimi in ravno v tem muzeju novejše zgodovine Slovenije in v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, smo poskušali izobraziti in uvesti gluhega vodiča, tudi naredili kar nekaj programov in projektov, ki se ukvarja z gluhimi, oziroma ki spodbujajo gluhe, da hodijo v muzeje in tako naprej. Ampak, ker sem tudi sama v bistvu oseba z invalidnostjo, se meni dostikrat postavlja vprašanje, kje smo mi, se pravi osebe z invalidnostjo, gluhi, slepi in tako naprej, ki se bi aktivno vključili v delo v muzejih. Muzeji so tu, so odprti, mislim, da moramo tudi mi pristopiti k muzejem in tudi mi se aktivirati. Tako da se mi zdi dober razmislek, da se tudi gluhi začnejo bolj aktivno vključevati v muzeje in da izkažejo to željo, voljo, da pristopijo k muzejem, da želijo sodelovati z njimi, da želijo postati gluhi vodiči, da želijo, ne vem, delati razne projekte in tako naprej. Mislim, da na tak način bo tudi lažje muzejalcem, ki nimajo recimo vseh potrebnih znanj za delo z gluhimi. Vi ste tisti, ki najbolj veste, kaj potrebujete in tudi vi morate reagirati, se morate aktivirati. To je po mojem najboljši način, kako premikati stvari v tej smeri. Tako da skupaj nam bo marsikaj lahko uspelo, tudi nemogoče stvari. Se strinjam s tem dodatkom, s to pripombo, se pravi, treba je pogledati z druge strani. Dejstvo je, da se slovenski muzeji trudijo tako pri fizični kot seveda tej virtualni dostopnosti. To je tudi nekakšen daljše obdobje, zelo pomemben trend v sodobni muzeologiji, se pravi ta dostopnost zbirk, dostopnost razstav, v bistvu je, da kulturna dediščina se udejanja, če je dostopna, potem je kulturna dediščina, drugače ni. In nekaj slovenskih muzejev že ima določene programe, tudi ta, naprimer Muzej novejše zgodovine Celja, imamo že 10 program v znakovnem jeziku naložen na iPod. In od tej ponudbi smo mi obvestili različne organizacije, pa moram reči, da je bil odziv zelo šibek. Zato je dobro, da pridemo vsi da vsak naredi svoj korak in potem dejansko se lahko ustvari boljša komunikacija. Ja, da se ponudi vam ponujam roko sodelovanja, tehnologijo imamo mi, imamo ljudi, ki vam lahko pomagajo pripraviti. Mi rabimo vas, vi pa rabite nas, da bi skupaj sodelovali in pokazali naprej v državi, kaj bi lahko naredili. Ni potrebno veliko. Treba samo podati roko in odgovorno to narediti. Dovolj, da pripravite znakovni jezik, razlago v znakovnem jeziku ali pa besedilo. Pa rabijo brezžični internet, wifi, pa imaš mobitel, pa je to vse lahko naredimo. Ni pa treba naročati tolmača, vsak dogodek, vsako mesto posebej.
Jaz sam si neodvisen, prideš v muzej, kada želiš in si lahko pač pogledaš razstavo. Plačaš vstopnino, naložiš si aplikacijo, prebereš, pogledaš in je enostavno. Hvala. Ja, jaz bi mogoče se vrnila na te krovne organizacije, ki jih zastopate, ker se mi zdi pomembno, da ste glasni, močni, složni. Muzeji, pravite, so šibke organizacije, kaj lahko rečemo šele za druge kulturne organizacije. Dejansko celotna kultura v tej družbi trenutno kar pripravljena na odstrel. Tudi strani izredno nekompetentne in diletantske kulturne politike, ki mislim, da se zdaj manifestira v svoji lepoti strankarske demokracije. In mi smo vsi talci te neke, bi rekla, družbe, kulturne politike in če te tri krovne organizacije, recimo, nimajo te moči, da bi dejansko lahko vsaj v javnem smislu vplivale na neke izboljšave, tudi na strukturne spremembe, pravzaprav, ki so nujno potrebne, da lahko javni zavodi začnejo profesionalno upravljati vse to, ne pa da se novosti oziroma nova pričakovanja družbena nalagajo na že obstoječe, zakonsko predpisane javne servise, ki jih že komaj upravljate. In tukaj, recimo, sklicevanje na eros profesionalizma ne bo več dovolj. Namreč tukaj je treba v bistvu strukturne spremembe uvesti, ne niste govorili niti o problemu digitalizacije, pisanja evropskih razpisov, kako pravzaprav vsa ta nova opravila, pravzaprav, ki so se samo naložila na že obstoječe, strukturno vplivajo na popolnoma neprimerno praktično direktorji nimate niti možnosti odpustiti človeka, če nič ne dela. Ne morete praktično digitalizacijo razumeti strukturno, ker je tukaj zavedno in bo ostala, to ni nekaj, kar naložiš zraven enemu na mizo in tako naprej. Tako kot na ministrstvu, by the way, zdaj imamo digitalizacijo, na oddelku za medije so eno to dali, mu se rajš ne loti niti klicati in začeti, mislim, pustimo, da je to ratalo slabe vole, ampak v glavnem mislim, da te tri krovne organizacije bi lahko za to posodobitev naredile veliko. Zdaj, kdo so te deležniki, kdo so vaši, kdo vas mora slišati, ne le ministrstvo, seveda tudi, ampak vsakeč znova, vsake 2 leta znova, to je res frustracija, ampak tudi sama stroka in kako lahko nekako zakonsko tudi omogočaš, da lahko ne le vsak muzej je prepuščen sam sebi in svojim resursom in bolj ali manj, bi rekla, uspešnemu vodenju, ampak da dejansko to tudi omogočaš, da se to sploh lahko začne dogajati povsod, ali pa prisiliš, da se začne dogajati povsod, ne vem. Tle vidim mogoče eno priložnost za vse te tri krovne organizacije, mogoče sem motam. Zagotovo je treba. Vse se mi tega zavedamo. Smo nameli sestanek, midva sva še sveža, Ne, nismo sveži, problem tudi v teh organizacijah. Pri projektih, ni problem pri projektih, je problem so financirati. Ne lokalne skupnosti, niti ministrstvo nima tistih 5, 15, 20, 30% denarja, ki se ga treba zagotoviti. Če imaš projekt $500,000, pomeni ti, da moraš 100,000 evrov prispevati tvojih, ne moreš pa v delu. Primer našega Pomorskega muzeja. Dokler smo mi imeli prihodek Solinarskega muzeja, je pomenilo to nekje 80,000 evrov letno, si lahko privoščil projekte, ker si vedel, tisti denar je bil čist, si ga lahko pritopil tam. Zdaj tega denarja ni. Moraš tudi, kako priti do projekta? Se ti pokličijo, si pismo o nameri in vse skupaj, ampak namesto da bi dobil 200-300,000 evrov, se zadovoljiš 20-30, ker tistih par tisoč evrov imaš. Nimaš pa osnove vzadaj, Drug problem je pa račune, ti plačajo tudi leto in pol zamikov. Kje boš ti vse stavljeno? Jaz nisem fan evropskih projektov, ne me narobe razumeti. Evropski projektori so super. Ki bi pogledala, kakšne strukturne spremembe se zgodijo, če si ti v tem zares uspešen. Mi smo začeli že 98. recimo,
kako se spremeni kustosovo delo, če more praktično, ne, vse je bilo rečeno, vse so bila, recimo, izvedba projekta je praktično najlažja v celotni proceduri, nabiranje denarja in poročanje, pa je tisto, kar vzame potem 80% strokovnjaka. Ja, tako tega ima zunanjega, ne? Mislim, ti kustos se, tako se osredotoči na delo. V vsakem primeru moraš pa ti imeti tega zunanjega ekonomista ali pravnika, ki ti je plačan z strani evropskega projekta, ne? Ki ti vodi to, ne? Ni to problem, problem je sredstva, ki ti manjkajo, ne? Kar se tiče politike, zaposlovanja oziroma odpuščanja, tako nič ne namogočeno. Pri nas, ni stvar, s katero bi se hvalila daleč od tega, ne? Ti si najbolj znan primer. Jaz sem kot nek mit, ne? Pri nas v muzeju smo tako ne čuli, smo tako se reče ponovili, da nekdo pa je nekje uspel nekoga odpustiti, ne? Ampak dejstvo je, da smo še vedno odvisni predvsem od tega, kakšen je vodja muzeja, ne? Pa kak je kolektiv znotraj, ne? Ko ste rekli to, če bomo odvisni predvsem od tega, kak se muzej vodi, dejstvo je, da je to še vedno tako zaradi tega, ker je zakonodaja. Ali je ni, ali pa je pomaga, ali pa je prepuščena tolmačenjem vsakega posameznega odvetnika in sodnika, moja izkušnja, ne. Lahko ga tolmačiš tako, lahko pa drugače, ne. Ampak jaz se da odpustiti in moje prepričanje, zakaj sem vztrajala na tej poti dvakrat, je, da mi smo potrošniki javnih sredstev, našega denarja, tudi z nas, ki tu sedimo. In kolikor smo to, je naša odgovornost, da delamo. Res delamo toliko večje. To ne gre zdaj za moj denar, bom jaz gledala, če bom to delala ali ne. Ali pa bom delala, ali pa ne, ali bom zjutraj do 12 spala in tak dalje, ne. In jaz sem iz tega izhajala. In tisti, ki pač tega niso bili pripravljeni, so šli. In vse je možno, ne. Je pa delovna zakonodaja, da to smo pred kratkim že na eni komisiji ugotavljali, da dokler mi se lahko pogovarjamo o ne vem kakih spremembah in ne vem kaj, ne. Pri nas že delovna zakonodaja taka, da ti odpira možnosti za nič, oziroma ti ne dopušča možnosti za nič. Potem pa zahtevaš od nekoga, da nekaj, oziroma pričakuješ, da bo nekdo opravljal delo, ki ga ima v pogodbi, pa že izvajaš mobbing, ne. Se ne govorim zdaj o mojem primeru, ampak je bilo takih primerov, ne. In še jih vedno je. Tako da možno je pa res odvisno od volje, tako direktorja, pa delavca, ne. Tako pri upravljanju dela, kot pri vsem ostalim. Zdaj, digitalizacija je pač nekaj, kar je prišlo. Pri nas so se vsi kustosi, na to da nimamo enega, ki se ne vir. To je pač namesto tistega, da so v knjigo vpisovali, ne, zdaj pač v računalnik vpisovajo. Se ne bom rekla, je bilo vsem enostavno, imamo primere, ko smo vsi zraven stali, pa 10-krat kazali, ne. Ampak gospa je vztrajala, ker pač vse nas nihče ni vprašal, če bomo ne. Bi mogoče v tej sredi dodala dejstvo je, da se je narava muzejskega dela spremenila, ne. To so hoteli že uvodoma poudariti. In mislim, da so te nove sfere usvojene bolj ali manj, da tukaj lahko lepo sledimo tudi tem tehnološko, mogoče tehnično, računalniško zahtevnejšim stvarem, ne. Za tega pa je tak velik pomen izobraževanja, ki smo ga vsi trije poudarili v začetku, se pravi ravno preko teh treh institucij smo lahko pristopali do določenih znanj in tudi izvedli določene projekte, ne. In področje digitalizacije in nekaterih drugih stvari. Je pa problem drug, ne, da dejansko vsi digitaliziramo in za to skrbimo, smo zelo vestni. Nimamo pa več, ko bom rekla, omanja. Nobeden ne poskrbi za to, kam bomo mi vse to stvari spravljali, ne, serverji so polni, začelo se vse sesuvati, nobeden nima denarja, nobeden se pa ne vpraša, kaj se bo zgodilo, ko bomo prišli do visokih rdečih številk in bo to tam. In bo pač tam stalo, zato ker, ampak še zmeraj na bilo katerem mediju pač je še vedno treba v roku 2 let to spet presneti. Ali pa dati na nek drugi vsej. Tam so stavili. Ja, a pa oblak. Vse imamo v oblakih, ne. Vse so biti projekti trajnega hranjanja, ne, kulturne dediščine. Mislim, da naj bi to Pošta Maribor oziroma tudi nacionalni, potem neki projekti. Samo jaz s tem oblakom nič ne verjamem, še vedno vse moramo imeti naprintano še. Boste priti nam na izobraževanje potem. Ja.
Ja, jaz mislim, da še vseeno smo toliko muzejski, da pa papir, ne, arhiv zmešam. Ostane vsega primeru. Ja, arhiv, mislim, svoj papir. Ampak e-račune pa morate. Samo tukaj je recimo ena težava, ki jo jaz vidim, recimo, ko ste omenjali državo, ne. Vsi smo na te e-račune šli, zakaj je pomembno izobraževanje, tudi zdaj se rado pogovarjamo, da je treba za teh blagajnah, davčnih blagajnah. Kaj se je zgodilo? Vse mi vemo, da imamo račune. Ampak nam še zdaj, pazite, novembra, privatna podjetja pošiljajo papirne račune, ker so slišali, niso, da obstajajo e-račune. Kako je torej država upravila svojo nalogo? Nikakor. In zdaj razmišljamo, ravno zaradi te izkušnje, kaj je predlagala, da je Skupnost muzeja Slovenije eno izobraževanje za računovodje v teh davčnih blagajnah. Ker se mi zdi, da bo to razsulo. Glede davčnih blagajn, stopnice morajo biti, ne smejo biti več ne, stopnica. Mora biti preko davčne blagajne izstavljena. In bomo morali vsi novo tehnologijo nabaviti, ne? Ja. Pa nihče ne financira. In vsakemu posebej dati na mesto stopnice e-stopnico. No, jaz nadaj imel stopnice, imam pa to klima računov, ker moram napisati za 1 evro stopnine. Ja, to zdaj je po Zdaj pa ne bo šlo. Zdaj bo pa to spet na novo. In nišče, tako kot je digitalizacija, ne? Mi imamo vse digitalizacijo, pa poročamo, koliko smo digitalizirali, pa tu objavili, pa tam objavili denarja za digitalizacijo, pa ni več. Pa imamo zdaj te davčne blagajne, pa vsi vemo, da bomo morali mi celo recimo na 2 lokacijah, ne? Kdo bo pa plačal to? In bolj se pa ljudje, recimo, mi bi lahko z denarja, ki ga dobimo od stopnic, delali nadstandardne programe, recimo, ne? Pa nudili morda tudi še komu kaj, kar drugače ne moremo. In pa vlagamo v take in drugačne knjige računov, vezane knjige računov, pa v to, pa v digitalizacijo, pa v skenerje, pa ja. Nam niso kupili ne računalnika, ni ničesar drugega že. Ampak tukaj pri e-davčnih blagajnah in stopnicah, ali ne morete vi kot združenje vseh teh muzejev in vsa ta združenja nekaj... Zakon je zakon. Tle manjka še zelo pomemben podatek, da blagajniki bojo, ljudje na blagajnah bojo s svojimi osebnimi davčnimi številkami mogli garantirati za izdan račun. Osebne davčne številke. Seveda je bilo to narejeno za neke druge zgodbe in za neke druge inštitucije, ki nimajo z našim poslanstvom in z nami nobene veze. In nobene ni vprašal vas? Takrat posebej zakon delal? Ne, zakon je zakon. Ja, to razumem, da se v javno obravnavo, ne, se verjetno... Zdaj recimo tisti, ki imamo preko javnih del na blagajnah, ne, no da mi je videti, koga preko javnih del, ki bodo svojo davčno številko. Ali študent? Ali študent, ja. Ker varnostnikov tako nimamo zaposlenih, ne. Ono bog, zdaj sem tako depresijo padla, ga ne bomo. To so vsakodnevne težave, s katerimi se soočamo, ne, in... Magda, še kakšno vprašanje? Ne vem, tudi eno iluzorno, če bi skupno se dobili pa izstavili kot manifest, že če ne drugega z medijskom pokritje, da pač nazaj stavimo račun državi za vse te prezaskočenje. Mislim, mi smo za. Dejansko to stopiti skupaj, mogoče v veliko primerih, ne vem. Ampak mi še vidimo toliko drugih težav, kjer bi bilo potrebno še bolj pa preslo. Ne vem, Zagotovo bomo morali, vse pravi, danes smo se sestali mi trije, ker vemo, ne, da... In to pred pričanic. Pa že prej, že tako naprej sprič. Ker tak vsi vemo, da je samo še v tem neka možnost, da skupaj moč. No, jaz bi mogoče sam zastavila še tisto svoje mali zivarno vprašanje, ko sem ga prej omenila. Ja, čisto za na konec. Na prejšnji čajanki smo imeli gosta, oziroma je naš gost Karl Štoker, oblikovalec, zgodovinar iz Avstrije, v bistvu povedal, tako je dal eno takšno provokativno misel, da muzej nekako, oziroma koncept muzeja nekako danes že izginja, da ni več uporaben in da ga bo treba na nek način nadomestiti. Kaj vi menite o tem in kam gremo v prihodnosti? Na to zadevo ne bi gledala tako ozko. Mislim, da vprašanje, kaj je koncept muzeja.
očitno neka njegova stereotipna podoba koncepta muzeja izginja. In to smo rekli vodoma, da je res. Muzeji se danes transformirajo, se prilagajajo družbi 21. stoletja. Tako da danes so muzeji drugačne institucije, ampak so muzeji. Kam torej gremo? Mogoče? Širše. Stokom. Ja. Stokom. Ja, v bistvu se razvijamo. V bistvu v vsakem primeru moramo skupaj z SAZU-jem, muzeji, arhivi, knjižnice imeti shranjeno znanje. Včasih je bilo na Dragonji 21 minut, eden slab. Je bilo na Rižani 27 minut, niti enega je v Miših jeden. Solinarstvo propada. Koliko kamnosekov, koliko vaše je bilo v Piranu, imamo kakšnega? Pri nas, od različnih, od etnografskega muzeja pa do novejših, imamo vse to gradivo noter spravljeno. V vsakem primeru moramo to izbirati. Kaj se nam zgodi, če jutri pride ena sončna nevihta, nam požge vse transformatorje in nimamo elektrike za 2 meseca? Ste razmišljali malo? Ne bo sončne nevihte. Če vprašate Rudija Čopa, da sin ga pozna, Čopa, dela raziskave, že ima inštitut na Sežani, zakaj nimamo elektronskega cestninjenja? Ker se ga ne da, v Sloveniji se ga ne da narediti, ker imamo jame in moti voda spodaj, moti frekvenco teh geomagnitud. Nekdo bo naredil 5 km, bo dobil račun za 5000 evrov. Statistično lahko to je 1 promil, ampak kaj bo naredil tisti, če bo dobil? Vsako leto slišimo, da je sežgalo toliko in toliko transformatorjev na Norveški, Kanadi, ampak tega nam ne povejo. Kaj se bo zgodilo, če bo prišla nevihta, zopet recimo, pač delam s Čopom, in vsi naftovodi so elektroprevodni. Ne glede, ali je v morju 3 km, 4 km, kaj bo, če se bo sežgal? Mislim, da je to dobro vprašanje za konec. Mi v vsakem primeru moramo delati to, kar počnemo, tudi na modernejši način, ampak še vedno to je naša glavna naloga skrb za dediščino, ker nekdo je lahko čez 1 mesec ali pa čez 100 let bo potreboval. In vsi moramo skratka razmišljati, kaj se bo zgodilo, če bo slučajno sončna nevihta. Najlepša hvala vam za vse vaše misli, ideje. Res hvala in seveda tudi vam za udeležbo. Bi vas pa še povabila naslednji torek, imamo 3. muzejsko čajanko, ko bomo pa povabili mlade muzealce in prav tako razpravljali o tem, kakšen naj bi bil muzej v prihodnosti. Tako da, 17. prav tako 5. uri tukaj. Vabljeni.